Današnji čas, ki ga dojemamo kot čas hitrih sprememb na vseh področjih, mnogi primerjajo kar s težo prehoda iz starega v novi vek. A zlasti pri razumevanju sveta in organiziranosti znanosti so spremembe, ki smo jim priča, v mnogočem silovitejše kot kdajkoli prej. Tako zapiše Marjan Žiberna, urednik knjige Od kvarkov do galaksij in skoraj vse vmes, katere avtor pa ste vi, dr. Matej Huš. Fascinanten zbir vaših člankov o znanosti, ki ste jih v zadnjih nekaj letih objavljali v različni periodiki. Res pravo polihistorsko delo. Vi ste znanstvenik. Kaj vam znanost pomeni v kontekstu današnjega časa? Namreč kaže, da prihodnost znanstvenih raziskav se usmerja v svetlo prihodnost. Saj znanstveniki tako rekoč vedno bolj premikate meje tega sveta in tudi o vsem, kar vemo in pa razumemo o svetu okoli nas. Ja, v resnici mislim, da je bila to naloga znanosti že od samega začetka, da je premikala meje možnega in znanega, in da je še do danes je uspešna pri tem, postaja pa v bistvu tako kot cel svet še dalje bolj kompleksna, in mogoče to deluje potem včasih celo malo strašljivo, ker se pač vse stvari so večje, kompleksnejše, zapletenejše. Mislite, da človek počasneje dojema, kot pa recimo znanost odkriva nove stvari? Mislim, zagotovo se stvari najprej odkrijejo, pa se še potem začnemo spraševati, kaj pa zdaj s tem. Tudi to je dosti poznan fenomen, pa v resnici ga najlažje ga vidimo s tem, ker najprej se stvari razvijajo, potem se recimo začnejo postavljati tudi pravni okviri za to. Ponavadi je bilo tako, da je bila najprej neka tehnologija, potem smo jo pa regulirali, ker smo malo premislili, kaj točno to zdaj vse prinese seboj. Predno spregovorijo nekoliko več o znanosti sami. Usmeriva pozornost zgolj k nekaterim temam iz knjige. Recimo, v poglavju o novi fiziki izpostavljate teorijo standardnega modela, do katere fiziki, pravite, že pol stoletja gojijo nek ambivalenten odnos. Je popoln ali ni popoln? Glede na to, da v bistvu velja za nekakšen kanon, vsaj v laični javnosti in pa tudi v šolskem čtivu. Ja, in to je v resnici največje prekletstvo tega standardnega modela, da je res zelo, zelo dober. Z njim se da opisati praktično vse dogodke ali pa fenomene na tem majhnem mikronivoju. Zelo, zelo redki so primeri, kjer odpove. In potem popravljati tak zelo dober model je težko, ker potem z vsakim popravkom v resnici lahko več podreš, kot pa si izboljšal. In težko se je pol tudi nekako sprijazniti z dejstvom, da pa mogoče bi morali pogledati na nek čist drug način, da mogoče pa ta model ni edini pravi in zveličavni, če pa vendarle deluje tako zelo dobro. To je ta glavna težava in o tem v bistvu pišem, ko pravim, da imajo fiziki do tega ambivalenten odnos. In kje je zavozlanost tega? Se pravi, recimo zadnja nekako potrditev tega, ali pa na večjih zmag tega standardnega modela je bil Higgsov bozon, njegovo eksperimentalno odkritje. In to je nekako še okrepilo vero, da to je pač ta prav model in v resnici je zdaj še malo težje to spreminjati. Naslednjih 50 let se bodo gotovo še ukvarjali potem s tem, ne? Ja, zagotovo. Pa tudi počas nekako trkamo na čisto fizikalne meje možnega v smislu eksperimentiranja. Zdaj, CERN, pač vemo, je velik pospeševalnik delcev. Zdaj, če bi pa želeli eksperimentalno preiskovati neke delce, ki imajo pa 1000-krat večje energije, pač težko, v praksi ne moramo zgraditi zdaj pospeševalnika, ki bi bil dolg 1000 kilometrov. Skratka, je potem treba premisliti, ali je konceptualno možno nekako drugače pristopiti tudi eksperimentalno k temu. To je tako, kot so recimo s teleskopi, ali pa z radioteleskopi. Mi ne moramo narediti
krožnega, teleskopskega, ki bi imel primer 100 km ali pa 1000 km. Ne? In potem se to rešuje tako, da se gleda istočasno iz več teleskopov na različnih lokacijah na svetu, pa tako naprej. Ne? Skratka, nekako je treba preseči te omejitve, ki jih postavlja Zemlja v resnici. Poglejte, današnja energetska kriza tudi znanstvenike ali pa morda predvsem njih same zavezuje k iskanju alternativnih virov energije. Ne? V bistvu bi bilo potrebno poustvariti sonce na Zemlji. Gre za raziskave proizvodne čiste energije prihodnosti. Kako daleč smo ali ste znanstveniki pri tem? Se pravi, zdaj govoriva o fuziji, ne? O kateri že vrsto let, ne, ali pa desetletij poslušamo, da je pa zdaj tik za ovinkom in bo čez 10 let pa tu. Tako zelo blizu še ni. Je bil pa zdaj nedavno res v Ameriki en precej pomemben preboj, ker so vsaj za kratek čas pridobili, tako strogo gledano po tistem eksperimentu, več energije, kot so jo vložili. Ne. Zdaj, če bi pogledali celotno bilanco celega pogona, tega to še ne drži, ampak je pa to bil vsem kar velik napredek. Ne. Potem v Evropi se gradi ta ITER že dolgo vrsto let, od katerega tudi pričakujemo veliko. Tako da korake so, ampak jaz mislim, da bo še trajalo nekaj časa, da se temu približamo toliko, da bo možno v praksi nekako izkoriščati. Se pravi, da recimo to, kar so v Ameriki odkrili, ko so pač pri eksperimentu dobili več energije, kot so jo vložili, je to lahko potem direkten prenos recimo takih načinov, ta ITER, s tistim ogromnim tokamakom, ki ga so zgradili. Ja, to je ideja. Tokamak je eden izmed možnih dizajnov, kaže, da je med bolj obetavnimi in bomo videli, kaj bo prinesel. No, ampak na nek način se je še najbolj obnesel, Ja. Recimo ta dizajn. Prvi so ga naredili Američani, ne? Tokamak mislim, da to je že 50-60 let star model, ki so ga tudi takrat v Sovjetski zvezi razvijali. No, glede na vedno bolj navdušujoče zanimanje za teme, ki burijo domišljijo, pa je tudi teleportacija. Koliko je sploh to resno polje raziskave v fiziki? Ja, teleportacija, mislim, da fiziki malo drugače to razumejo kot pa laična javnost. Zdaj, teleportacija v kvantnem svetu, ko govorimo o informaciji oziroma o stanju kubitov, je pač znan pojav, ki smo ga tudi že eksperimentalno pokazali in je tudi razumljen, teoretično dobro opisan in v bistvu ne gre za nič znanstveno fantastičnega. Gre preprosto za to, da lahko mi prenesemo informacijo iz enega kvantnega delca na drug kvantni delec. V tem smislu govorimo o teleportaciji. Tukaj tudi ne gre za nek nadsvetlobno hiter prenos informacij ali kaj podobnega, ker to je pač po trenutnem znanju fizike nemogoče. Zdaj, v laični javnosti ali pa v filmih in knjigah si pa pod teleportacijo predstavljajo, da tako kot v Zvezdnih vratih, da stopimo v neko komoro, pa se pojavimo na drugi strani. Zdaj, to pa jaz mislim, da je bolj znanstvena fantastika kot pa realnost. Ampak koliko se v bistvu znanost ukvarja s tem, tudi v tem kontekstu se pogosto pojavlja, ker tudi laična javnost ve, recimo, ko se govori o kvantni prepletenosti. Kaj to pomeni? Ja, se pravi, zdaj, če se vrneva, kljub temu, da jaz osebno mislim, da teleportacije za časa naših življenj ne bo take filmske, kljub temu pa to je zelo živahno polje, če ne drugega, vsaj razmislekov. Namreč, teleportacija v resnici pomeni, da mi razstavimo nek predmet ali pa tudi neko živo materijo in jo in prenesemo vse informacije na drug konec in tam se stavimo nazaj to. In zdaj, kaj pa recimo, če se prvi del tega razstavljanja pokvari in na drugi konec prenesemo informacijo in še enkrat sestavimo identičen objekt ali pa živo bitje, original pa ostane.
Ne? V bistvu smo pol naredili klon in zdaj bo to oba trdila, da sta original. Ne? Skratka, to tudi odpira neke druge filozofske in take razmisleke o tem. Ne? Zdaj, če pa zavija nazaj v fiziko, ki obstaja, ne? Trenutno se pravi v kvantno prepletenost, to je pa spet nek zelo, rečeva star pojav, ne? Ki fiziki že zelo dobro razumejo in gre za to, da če delci nastanejo oziroma se nekako povežejo informacijsko, potem pravimo, da so kvantno prepleteni, ne? In ti delci jih veže neka skupna zgodovina in v praksi to recimo pomeni, da če določimo spin ali pa neko podobno količino enega delca, hkrati s tem tudi vemo to količino pri drugem delcu, ne? Ki je lahko tudi zelo daleč stran. Zakaj so te stvari v laični javnosti tako težko razumljive? To je, ne vem, predvsem zato, ker so tako zelo oddaljene od teh naših vsakodnevnih izkustev, ne. Pač mi imamo občutek za stvari, ki jih lahko primemo v roko, s katerimi se srečujemo vsak dan, ki jih lahko vidimo in tako naprej. To so pa pač bistveno druge dimenzije in tudi pojavljajo se neki fenomeni, ki nimajo ustreznice v našem vsakdanjem življenju, ne, in jih je pač potem intuitivno jih težko razumemo, ker pač nas evolucija ni opremila za to, da bi razumela, ne. In v bistvu vsak, ki se ukvarja s kvantno fiziko, se slej ko prej sprijazni z dejstvom, da ene stvari so pač čudne in jih znamo zračunati in eksperimenti jih potrdijo, so pa čudne, ne, tako, če bi razmišljal o njih. Dojeti jih je pa težko, ne? Jaz bi rekel, da se jih navadimo, ne. No, domišljijo pa prav tako, ali pa morda še bolj burijo vprašanja, a obstaja življenje v vesolju ali smo mi Zemljani sami v vesolju. Je tam še kakšna druga inteligenca? Kako se vi spopadate s tem? In kako na nek način razložiti, recimo bralcu? V resnici je vesolje res tako zelo ogromno, ne, da si zamišlja, da smo pa čisti edini, je tudi malo samovšečno, ne, z tega veje kar dosti napuha, ampak po drugi strani pa vse, kar vemo o vesolju in kar smo doslej videli, pritrjuje temu, da ni nikjer nikogar, ne. Ampak ne glede na to, pa tudi, če nismo edini, trenutno kaže, da pa smo v tem delu, ki je nam dostopen, pa zelo verjetno edini, ne. Tudi če bomo odkrili neko drugo civilizacijo zelo daleč stran, ne, pa če ne moramo fizično do tja, ali pa tudi, če informacije potujejo predolgo, za praktične namene smo še vedno sami, ne. Nekako. Kako pa potem v tem kontekstu razumeti tudi recimo te stara odkritja, recimo arheologov, ki domnevno seveda nahajajo na posameznih področjih neke nepoznane stvari ali pa težko razumljive. Seveda naravoslovje se s tem ne more ubadati, ne? To so seveda samo hipoteze, ampak vseeno vi kot naravoslovec, ne, morate najbrž take stvari tudi vzeti v obzir ali pa, ne vem, pojasniti vse približno. Mislim, zagotovo, ne, se stvari s časoma pojasnjujejo. Sej, spomnimo se recimo, spomnimo se, ne, brala pa sva o tem, ko so pred desetletji, ne, ko so opazovali prve posnetke Meseca pa ostalih teles v našem osončju, pa so tam videli neke obraze, ne, ali pa neke rove in tako naprej, ne. Pa so potem bile špekulacije, obstajajo Marsovci in tako naprej. No, pač boljša tehnologija, boljši posnetki, višje ločljivosti pokazala, da pač gre za neke čist naravne formacije, ki niso delo neke inteligence, ne. Z veliko temi stvarmi je tako, da ko izvemo več ali pa ko se tehnologija izboljša, ugotovimo, ne, na kak način so nastale in tista magičnost malo zgine. To gotovo je. Ampak poglejte, vrniva se bolj k manj spolskemu terenu, ne. Ko govoriva o razvoju biotehnologije, recimo smo prej nekaj omenili, ne, je v ospredju gotovo eden najpomembnejših, donedavna še tudi rešenih izzivov molekularne biologije, namreč opis zvijanja proteinov.
Mislim, da so 50 let se znanstveniki trudili, da bi prišli temu problemu blizu, dokler nekaj pred 2 letoma, mislim, da Googlovo podjetje DeepMind na nek način odkril in pokazal, da je pravilno delovanje proteina možno samo takrat, ko se zvije v 3D obliki. Vi ste o tem kar precej pisali, pa me zanima, lahko nekoliko več razložite. Torej, glavna težava je bila napoved strukture proteinov. Pri proteinih je ključna ta tridimenzionalna struktura. Od te strukture je odvisno, ali protein deluje in kako deluje. In izkaže se, da je ta struktura je odvisna od zgradbe proteina, se pravi tega, iz kakih aminokislin v kakem zaporedju je sestavljen, in je enolična. Se pravi, isti protein se bo vedno zvil na enak način. Izkazalo se je pa, da je to blazno težko ali pa skoraj nemogoče bilo napovedati, se pravi iz poznavanja zaporedja teh aminokislin, kako se bo ta protein zvil. Obstajali so različni računalniški modeli, pa poskušali so to nekako napovedati, ampak rezultati so bili zelo klavrni. In večina nekako dobrih struktur je bila eksperimentalno pridobljenih, iz meritev dejansko. In tudi zaradi čiste računske zahtevnosti tega problema je nekako veljalo, da to pa verjetno se ne bo dalo nikoli na res dober način napovedati. Potem je DeepMind naredil program umetno inteligenco, kakorkoli mu rečemo AlphaFold, ki se je naučil, torej natreniral se je na bazah, ki že obstajajo, na tako imenovanih rešenih strukturah. In potem so ga prijavili na neko tekmovanje, ki poteka vsake 2 leti in kjer različne skupine primerjajo med seboj svoje algoritme in programe in tam je dejansko pometel s konkurenco, povozil jih je popolnoma. To je bilo pred, mislim, da 3 ali 4 leti in od takrat se je AlphaFold še izboljšal. In danes lahko s kar precejšnjo gotovostjo za večino proteinov napove samo iz poznavanja njihove zgradbe, kakšno strukturo bojo zavzeli. To je bil res velik napredek. Zakaj mislite, da so se ravno usmerili v raziskovanje tega? Ker biotehnologija je, poleg teh informacijskih tehnologij, na nek način napoveduje, da je to veda 21. stoletja. Ja, v resnici ni to edina stvar, v katero se DeepMind usmerja. Že predtem je DeepMind igral šah, pa igral je Go in podobno. Se pravi, oni se usmerjajo na probleme, ki so računsko kompleksni, ki so zelo veliki. In nekako logično je bilo, da se bojo v nadaljevanju posvetili tudi nekemu takemu zelo aplikativnemu problemu. Lepo je, če znamo igrati šah popolno, verjetno je pa bolj koristno, če to uporabljamo v biotehnološke namene. In tudi se niso tu ustavili, potem so še druge uporabe našli. Skratka, tehnologijo natrenirajo na nek problem, ki ga ne znamo zadovoljivo rešiti in potem pogledajo, kako dobre so te rešitve. In zaenkrat so se izkazali kot dobre. Ampak, kar je zanimivo, zdaj napoveduje, da lahko sintetizirajo ali odkrijejo tudi proteine, ki jih v bistvu sploh še ne poznamo. Kaj pa bomo s tem naredili? Znanstveniki, kaj ste s tem naredili? Ja, to je pa eden izmed svetih gralov tega. Se pravi, da bi dejansko obstajal nek dizajnerski pristop k pripravi čist sintetičnih proteinov, ki jih še ni. Ker zelo taka visoko leteča ideja je, da bi se mi zamislili neko nalogo, ki jo želimo, protein, encim, ki omogoča razgradnjo plastike ali pa mikroplastike in potem se simulacijami ugotovi, kako bi mogel ta protein izgledati, pa ga pa naredijo v praksi. Ampak to je še kar nekaj korakov do tja. No, ampak razvoj je možen tudi v tej smeri, ne? Ja, zagotovo. Kaj se pa zgodi, ko recimo narava naredi po svoje in naredi neko napako in seveda je ta 3D oblika drugačna in ne funkcionira? Ja, v veliki večini primerov nič kaj tragičnega. Ta protein je nekoristen, celice to zelo hitro ugotovijo in ga razgradijo
reciklirajo. Sinteza je potraten postopek in zato v človeškem telesu se reciklirajo, kolikor se le da, različni gradniki. V redkih primerih, če imamo pa smolo, pa recimo gre za kak tak protein, kot je recimo prionski protein, pa to lahko povzroči hude bolezni. Kot recimo, kakšne simptomatske? Recimo en tak primer je na primer Creutzfeldt-Jakobova bolezen, ki se pojavi zaradi napačno zvitega proteina, ki ima pa to res nesrečno lastnost, da tudi pravilno zvite proteine, ki jih sreča, spremeni ali pa povzroči, da se zvijajo tudi oni napačno. In potem je to neka verižna reakcija. Zgodba s temi prioni je v bistvu zelo zanimiva, ker ko so raziskovali, niso vedeli, kaj so povzročitelji te bolezni, ki so izločili viruse, bakterije, glive. Nič od tega ni bil povzročitelj in niso mogli ugotoviti, kaj pa dejansko povzroča. In potem se je izkazalo, da je to razlog. Pa obstaja recimo način, da kurative, bom rekla, da se take stvari potem preprečijo ali pa pozdravijo ali karkoli. A se kaj ve o tem? Ja, zdravila za to še ni, žal. Potekajo raziskave nekih monoklonskih protiteles, ki bi se vezale na te majhne protofibrilne delce. To so predvsem pri Alzheimerjevi bolezni, recimo je bil pred kratkim en preboj. Ampak to je še vse zelo, zelo v povojih. Tako da zaenkrat so te stvari neozdravljive. Bo naslednji AlphaFold mogoče kaj odkril. Mogoče, ja. Poglejte, v silovitem razvoju umetne inteligence, ki je zdaj tako rekoč v ospredju vseh razprav, znanost ne more mimo vprašanja, kaj pa je z zavestjo. Zakaj v kontekstu razvoja postaja to vprašanje tudi vedno bolj smiselno. In tudi znanstveniki prihodnosti bodo mogli na nek način oblikovati ali pa vse pojasniti, kaj je s to umetno inteligenco, recimo tako širši javnosti. A bo lahko imela zavest, ker to se zdaj zadnje čase zelo ugiba, oziroma vse tisti, ki imajo pomisleke ob teh dosežkih zadnjih. Tu je res kar precej vrsta izzivalnih in pa tudi izmuzljivih vprašanj. Kako vi take stvari dojemate? Tu se v bistvu vrneva čisto na začetek najnega pogovora. In jaz mislim, da tu ne bojo znanstveniki edini zagotovo, ki bojo te stvari pomagali nekako regulirati. Uporaba umetne inteligence, karkoli si potem predstavljamo, namreč umetna inteligenca je cel kup enih različnih orodij, bo morala biti regulirana. Trenutno še ni kaj preveč, ampak se pa že pripravlja tudi Evropska unija, pripravlja neke smernice in tako naprej. Zdaj, a imajo te stvari zavest? Jaz mislim, da trenutno jo nimajo. So to vendarle ta najbolj pogost model, ki je zdaj obnorel svet, ta ChatGPT, to so pač jezikovni modeli, ki so neke korelacije in ki znajo, v bistvu njihov glavna funkcija je, da znajo nadaljevati besedilni vnos. In pač mi to vidimo kot odgovore na vprašanja, ki so tudi lahko zelo smiselni, pa delujejo zelo človeško, ampak v resnici je to jezikovni model. Tu vzad ni neke zavesti zagotovo. Zdaj, če pa bomo nekoč naredili simulacijo možganov, tam pa bojo stvari že precej drugačne. Tam pa se bo dejansko treba vprašati, kako mi definiramo, kaj je zavest in tako naprej. Pa ste skeptiki glede tega? A da nam bo to uspelo? Ja, če imate skepso, veliko mero skepse pri tem. Ja, jaz mislim, da vsi znanstveniki smo, da to pa je naša skupna lastnost, da smo skeptični. Dostikrat v javnosti so vse stvari precej bolj pozitivno sprejete ali pa mogoče ne pozitivno sprejete, ampak se pričakuje bistveno več, pa potem znanstveniki uspejo nekako dostaviti.
Tako da, ja, neka skepsa mislim, da je kar zaščitni znak vseh, ne. Da pogledamo pa rečemo, ja, ampak v bistvu pa še ni to čisto, kar bi mi želeli, ne. Vedno ampak in če, ne? Ja, a ne, ker tudi v resnici znanstveniki se pač morajo izražati eksaktno, ne. In znanstvenik ne bo nikoli rekel, to je tako, mislim, zelo redko, ne. Ponavadi bo v takih pogojih, pod temi pa temi predpostavkami je z neko verjetnostjo to res, ne. Ampak tega ne moreš napisati pač v knjigo ali pa časopisni članek, ne, je pa treba pač to prevesti v nek poljuden jezik. Poglejte, se je zanimivo, ne, ker ste omenili ta ChatGPT, ne, mediji, pa tudi znanstveniki skoraj vedno ob zaključku nekega obdobja, leta ali kakorkoli, ne, ocenjujejo največje preboje, recimo nekega minulega leta, recimo, ne, ki so na nek način najbolj zaznamovali to obdobje, ne. Kaj je bilo za vas fascinantno, recimo, v minulem letu, ko so šele na začetku, recimo, tega leta? Ja. Kaj vas je presenetilo ali pa tudi navdušilo? Ja, zagotovo so me, mislim, poleg tega, zdaj, kar se tiče ChatGPT, a ne, to je, v resnici je obnorel svet zato, ker ima pač uporabniški vmesnik, ki omogočajo, da kdorkoli z njim interagira na zelo enostaven način, a ne. V resnici to temelji na modelu GPT-3, ki ni tako zelo nova stvar, a ne, pa pred njim sta bila že 2 pa 1, ne. Tako da iz tega tehnološkega vidika je to velik dosežek, a ne, ampak ni pa tako zelo večji kot vsi ostali, a ne. V končni fazi, ko smo poslali ta teleskop, a ne, v vesolje, ne, recimo, to je bil tako bistveno večji dosežek, a ne. Zato, ker če sam pomislimo, koliko nekih ljudi je moralo pri tem sodelovati in verov in koliko let je trajal ta projekt, a ne, recimo, to se me recimo zdi en tak večjih prebojev lani, ne. To je zanimivo, ne, da skoraj večina teh lestvic, ki jih pač spremljaš po teh portalih ali pa, ne vem, periodiki, ne, se je odločila prav za to generativno umetno inteligenco. Kar je zanimivo, ne, vi ste rekli, da je ta James Webb, ne, Webb, ja. Ta teleskop, ki je šel v vesolje, ne. Kaj vas tu toliko preseneti ali pa recimo, kaj vam na nek način usmerja vašo pozornost, da je recimo ta generativna umetna inteligenca ne pomeni takega preboja? Pa sej ne bi rekel, da ne pomeni preboja, zagotovo pomeni preboja, ampak pri Webbu, recimo, ne, tem teleskopu, se mi zdi predvsem, torej, jaz se večino mojega raziskovalnega dela ukvarjam z računalniki, ne, in vemo, da tam dostikrat kaj malo zašteka, pa je treba še enkrat pognati pa nekaj popraviti, a ne. Da pa če ti vložiš ne vem koliko milijard dolarjev v nek teleskop in ga pošleš na drug konc, ne, če malo karikiram, pač zelo daleč stran, tam ni nekoga, ki bo pritisnil gumb reset ali pa malo praha spihal dol iz nekih leč ali pa pač karkoli, a ne. Te stvari morajo dejansko delati nadaljavo. To se meni zdi zelo osupljivo, da imaš sistem, ki je pač zelo tako robusten in kjer dejansko moraš pomisliti na vse, pa hkrati ima toliko enih sestavnih delov, pa noben od njih ne odpove, ne. To se meni zdi tako težje doseči, a ne. Generativna inteligenca je pa, ali pa te jezikovni modeli so pa zagotovo pomembni zato, ker z vsemi tehnologijami je tako, a ne, da one spremenijo svet takrat, ko postanejo dostopne sleherniku, ne. Vedno je bilo tako, ne. Saj, če bi, pač, ko so izumili avto, pa ki jih je bilo 10, pa jih je bilo treba tankati z bencinom iz lekarne, to ni bil še pač nek tak zelo pomemben prebojni dogodek, v smislu, da je svet zdaj drugačen, a ne. Pa se tehnologija toliko približa posamezniku in cenovno in z uporabniško izkušnjo, da dejansko lahko vsak to poskusi, ne, potem pa to res spremeni svet, ne. In z tega vidika pa ja, je pa ta ChatGPT in podobne stvari so vplivale definitivno, ne. No, saj ta trojka, ne, GPT je dela na, mislim, da 175 milijard enot ima, ne. To so kar skoraj nepredstavljive številke, a ne, se pravi, da je konzumira tako rekoč. Ja, cel internet je prebral, ne, verjetno. Ja, pa knjige recimo, a ne. Ja.
pa še kaj drugega. Skratka, štirico, zdaj že 4 pripravljajo, ta naj bi pa imela, mislim, da 100 bilijonov enot. To so tako rekoč take ogromne številke, da lahko res, mislim, tudi fascinantno delujejo na ljudi in pa pričakujejo ljudje ogromno neke koristi od tega. Tudi za vsakdanje življenje, ne? Ja, ena možnost je, da se recimo spremeni način iskanja informacij po spletu, ne. Mi smo zdaj zadnjih 20 let se v bistvu vsi trenirali, kako spraševati iskalnik, ne, v jeziku, ki je blizu Googlu, ne. Katere ključne besede moramo vtipkati, da bomo dobili to, kar iščemo. Zdaj pa se kaže, da se pa mogoče situacija obrnila, ne, če bojo pa tudi spletni iskalniki vgradili te podobne modele, ne, ki bojo pa imeli dostop do spleta v realnem času, boš pa lahko napisal, ne, povej mi to in boš dobil odgovor, ne. Skratka, čisto konceptualno je možno, da bo bistveno drugače potekalo iskanje. No, tu so bila še tudi skeptiki zelo, ne samo navdušenci, zaradi tega, ker domnevno naj bi bila ta generativna umetna inteligenca mislim, konkurenca nekaterim poklicem, ne? Ja. Novinarjem, morda tudi vam, profesorjem, v določeni smeri. Kako vi to mislite? Kaj lahko recimo koristi vam kot znanstveniku? Pač to so orodja, ne? In mislim, da je vsako orodje, ki se je pojavilo, je povzročilo, da so se poklici vsaj spremenili, ne? Nekateri so res izumrli, ne? Prižigalca uličnih svetilk pač ni več, ne? Ampak po drugi strani, ko so izumrli fotoaparat, zaradi tega nismo zdaj izgubili vseh slikarjev na tem svetu, ne? Še vedno je to neka čisto druga disciplina slikanja, kot pa fotografiranje, ne? Hkrati pa omogoča, da so ljudje, da lažje upravljajo neke naloge, ne? Saj tudi urejevalniki besedil nam podčrtujejo napačno zapisane besede, pa zdaj nismo izgubili lektorjev zaenkrat, ne? Tako da, mislim, da te stvari bodo vplivale na vse te poklice, ampak na način, da jih bomo pač začeli uporabljati kot neko orodje, ki nam omogoča, da pač določene dele našega poklica avtomatiziramo, poenostavimo, pohitrimo, kakorkoli, ne? Ampak spet, pač znati bo treba to uporabljati, ne? A bi vi dovolili tej umetni inteligenci, da bi recimo napisala članek, recimo znanstven članek? Jaz sem to poskusil in je bilo za nič, ne? Jaz sem umetno inteligenco točno to vprašal, ne? Povej mi nekaj o nekih katalizatorjih za epoksidacijo, ne, kar sem recimo delal. Odgovor je bil videti zelo prepričljiv, lepo oblikovan in tako, noč so bile pa neumnosti, ne. Po drugi strani, ko sem mi pa dal en svoj tekst, pa sem rekel, tega malo skrajši, pa malo poprav jezikovno, je bil pa rezultat zelo dober, a ne. In to je recimo tak primer. Se pravi, jaz sem pač uporabil to umetno inteligenco zato, da mi je pomagala pri nekem pravilu, ki ga znam jaz tudi sam narediti, ki ga jaz tudi razumem, a ne, ampak je hitreje, če to narediva skupaj, ne? In na tak način mislim, da jo bomo morali uporabljati. Pa ste potem ambivalenten odnos do tega? Meni se zdi generalno to pozitiven razvoj. Kako mislite, da bo potem znanost sprejela to? Mislim, vi kot profesori tudi recimo v razredih, na predavalnicah, a bi vi pustili recimo, da bi vaši študentje pisali recimo na osnovi umetne inteligence določene seminarske naloge in tako naprej? Mislim, to je težko preprečiti, ne? Ampak sej in izpiti in zagovori seminarskih nalog imajo vsi tudi komponento, ne, ki se reče ali ustni izpit ali nekako tako, ne, ker se pač vidi, koliko nekdo razume stvar, ne. In spet, ne, če zna nekdo dobro uporabiti to umetno inteligenco na način, da mu koristi, pa hkrati še vedno dosega tiste cilje pa standarde, ki so pač predpisani oziroma to, kar mi želimo od njega v učnem procesu, a ne, v resnici bo tudi v službi imel dostop do tega, ne, tako da pač tega se treba navaditi, ne, tukaj je. Ampak ste kakšne izkušnje s študenti, koliko so recimo navdušeni, ker oni poznajo že, ne? Ja, to je šlo, so bili vsi zelo navdušeni, ne, vključno z menoj, pa smo se s tem igrali, pa poskušali,
ampak pač konkretno to, kar se pri nas učijo, ne, ni to tako zelo uporabno, ne, oni še vedno morajo to kvantno fiziko razumeti. Imate vi osebno ali pa recimo vaši kolegi nekakšno nelagodje pred to, kar govorijo, tako imenovano vsemogočnostjo umetne inteligence, oziroma tako, kje vi vidite, da v bistvu korenini ta strah pri delu recimo bolj ozaveščene javnosti? Ta strah korenini, saj to ni nič zelo novega, ne? Vedno, ko so se pojavljala neka nova orodja ali pa stroji, smo bili ljudje skeptični do tega, ne? Saj to je čisto normalen odziv, neka skepsa do novih stvari. Ampak po drugi strani pa, ne, kot smo prej govorili o skepsi znanstvenikov, recimo jaz mislim, da umetna inteligenca še lep čas ne bo, ne vem, na nivoju človeške inteligence v vseh aspektih, ne. Tako da glede tega mislim, da se ni treba bati, da nas bo zdaj nadomestila, ne. Po drugi strani pa računalniki, ki jim ne pravimo ravno umetna inteligenca, pa se to že 50 let množijo številke hitreje pa bolj zanesljivo od ljudi, ne. Če se spomnimo pred, koliko je bilo to, 70 leti ali pa še malo bolj nazaj, je obstajal poklic računalnikar, ne, ki so bile večinoma ženske, ne, ki so pač računale, ne, neke dolge nize številk, ne. Na roke, ne. Na roke, ne. Zdaj pa pač to delajo računalniki, ne. To smo tudi sprejeli kot dejstvo, ne. Pa zdaj noben ne pravi, da so pa računalniki bolj inteligentni od nas. Pač pri konkretni nalogi pa seveda so boljši, ne. Se tudi pomivalni stroj je boljši od nas pri pomivanju posode, ne. Kako vi vidite recimo razvoj v prihodnje, recimo zaradi vseh teh novosti, pa recimo morda, ker sva govorila prej o biotehnologiji, o molekularni biologiji, tu se mi zdi, da se ne samo letno, celo mesečno prihaja do novih spoznanj, novih odkritij, s tako hitrostjo, da v bistvu največ tudi sami znanstveniki v bistvu kar težko sledite, ne? Ja. Kako vi tu, to? ne, tu pa nam lahko zelo pomaga ta umetna inteligenca, ne, da ima nek pregled na tem, kaj je bilo objavljeno, kaj je znano, ker eden od problemov znanosti je pa to, da je število znanstvenikov in tudi njihovih publikacij toliko zelo poraslo v zadnjih letih, da je praktično nemogoče slediti vsemu temu, ne. In to je recimo eden od zelo takih pozitivnih načinov uporabe te umetne inteligence, če bo pač imela pregled nad vsem tem in jo boš lahko vprašala, ne, a je to že narejen, boš bil odgovor, ne, skupaj z virom. Saj mislim, da je IBM je razvil tudi neke vrste umetno inteligenco oziroma neke nevronske mreže, pač IBM Watson, ne, je bil ta program, ki je preštudiral vse medicinske tekste, pa zelo veliko kartonov, pa tako naprej, in je potem bil v pomoč zdravnikom pri diagnostiki, ne. Koliko so, recimo, kaj veste, koliko so že recimo zdravniki, recimo pa ne samo pri nas, ampak nasploh, dojemljivi do tega, da bi recimo kot pomoč umetno inteligenco uporabljali pri bodisi pri diagnozah, terapijah in tako naprej, pri svojem delu? Ja, mislim, da so pač ta IBM Watson je bil omejen na neke zelo specifične primere, ne, ni bil kar za vse, ampak ne, bolezni pljuča ali pa potem je neka umetna inteligenca, ki je bila namenjena analizi rentgenskih posnetkov pljuč pa tako naprej, ne, kot da mislim, da zaenkrat še na tej stopnji, ne, da ni pa to, ne vem, zdravnik 2.0, ne, ni pač nek. Čeprav se mi zdi, da vi recimo naravoslovci, ne, vi, ki ste bolj naravoslovno usmerjeni, lažje sprejeli recimo umetno inteligenco kot pomočnika, kot pa recimo, ne vem, morda humanistike, ljudje v humanistiki, raziskovalci v družboslovju, pa konec koncev tudi v medicini. Kakšno je vaše mnenje? Vem, jaz slov za sebe rečem, da jaz bi no, če mi to prihranilo brskanje po nekih kopih besedil, ne, bi to z odprtimi rokami pograbil. No, vse mislim, razvoj kaže na to, da vam to bo olajšano, ne. Doktor Huš, zdaj pa še na koncu pozornost usmeriti k koncu vaše knjige.
od kvarkov do galaksij. Ne. Namreč v zaključku knjige pišete o zanimivi temi. In sicer o znanosti in umetnosti kot dvema platema, istega kovanca. Kjer pravite, da človek v svojem početju išče eleganco in pa smisel. Kako to razložiti? To sta dve temi, ki sta seveda lahko za nekoga, ki se na teh stvarih ne dela toliko ali pa ga ne zanimajo, dokaj inkompatibilni, v bistvu pa imata globoko povezavo. Jaz mislim, da ja. In tudi številni znanstveniki ali pa raziskovalci se ukvarjajo z različnimi umetniškimi, imamo veliko glasbenikov, slikarje, fotografe in tako naprej, pisatelje, prevajalce, se ve, kdo je prevedel Štoparski vodnik po galaksiji. Ker v bistvu se mi zdi, da sta obe te disciplini, se pravi znanost pa umetnost, na nek način terjata neko ekspresijo, oziroma to oboji delamo stvari, ki jih še ni. In za katere tudi ni navodil. To je, mislim, da glavna odlika in znanstvenikov in umetnikov. Konec koncev se postaviš pred prazen list papirja ali pa pred granitni blok, in je zdaj treba nekaj narediti. Včasih se zdi to težko, ampak meni se zdi, da je to ravno ta lepota tega našega poklica. In mislim, da je tudi v umetnosti zelo podobno. Znanstveniki tudi gledate svet okrog sebe, bom rekla, z drugačnimi očmi, tako kot umetniki. Zanje pravimo, da seveda gledajo svet v neki drugi luči, v zlatem rezu. Ja, pa ne. V resnici, tudi znanstveniki, ko gledamo sončni zahod, pa čeprav vemo, zakaj je zdaj tiste rdeče barve, ta zahod ni nič manj lep takrat, in še vedno je pač isto čudovit. Tako da, mogoče smo pa celo še bolj navdušeni nad tem, ko vemo, kateri vsi pogoji so morali biti izpolnjeni, da se nekaj takega zgodi, ali pa zakaj so snežinke vsaka drugačna in tako naprej. Tako da, mogoče res malo. Kaj mislite, recimo, so to neke pač sposobnosti, ki jih imate, recimo lahko znanstveniki in pa umetnik ali pa katerekoli pač usmeritve, ali gre tu za nek drug problem socializacije v času, izobraževanja, vzgoje in tako naprej? Mislim, da vsi so radovedni po naravi, sigurno ti izobraževanje za poklic ali pa v smeri znanstvenika te pa pač nekako še bolj izostri v tem, da stvari mogoče gledaš malo bolj analitično, ampak vse v resnici so pač vsi ljudje radovedni, in jih zanimajo stvari. Pa sam je cilj, da tega ne zatremo čist prehiter,